Zgodba o Jezusu. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prišla na svet. To je zgodba božičnih praznikov. Čeprav je bil datum Jezusovega rojstva napačno izbran in povezan s poganskimi običaji. Ampak pustimo datum Jezusovega rojstva. Poglejmo raje besede, ki nam govorijo, na svet je prišla resnična luč, ki lahko razsvetli vsakega človeka. Kakšno razsvetljenje potrebuje človek? Da je v duhovni temi, brez Boga. Lahko si najuspešen, moder, nadarjen, bogat človek na svetu. Brez Boga boš na koncu izgubil vse. Jezus je dejal, kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi. Jezus ne pravi, da se moraš vsemu odpovedati. On samo ponuja, da ga postaviš na prvo mesto svojega življenja. V Svetem pismu imamo veliko uspešnih, tudi bogatih ljudi, ki pa so postavili Boga na prvo mesto v svojem življenju. Kako lahko to storiš? Najprej potrebuješ luč, ki razsvetljuje duhovno temo. Kaj je duhovna tema? Če živiš življenje, ki je usmerjeno samo v življenje tukaj na zemlji, kar pomeni, moram študirati, delati, biti produktiven, uspešen, da bom lahko živel, skrbel za otroke, užival in podobno. Seveda so to pomembne stvari v življenju. Toda če je to vse in misliš, da se smrtjo vse konča, potem si v duhovni temi. Potem ti ne morem niti jaz pomagati. Je pa nekdo, ki ti lahko pomaga, kateri je dejal, jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Ja, potrebuješ luč. To je trenutek, ko se moraš zaustaviti in iskreno vprašati v svojem srcu. Kaj mi pomeni Jezus v mojem življenju? Ne začni razmišljati o cerkvi, religiji, zapovedih. Dovoli, da te razsvetli sam Jezus, ki je luč sveta in želi biti tudi luč tvojega življenja. Jezus nas želi peljati nazaj k Bogu. Samo on lahko to stori. Prišel se je roditi kot posrednik med svetim in pravičnim Bogom in izgubljenim grešnim človeštvom. Bog je namreč samo eden tudi srednik med Bogom ljudmi, človek Kristus Jezus. On, ki je sam sebe dal v odkupnino za vse. Tukaj nam Božja beseda razsvetljuje, odkriva. Samo eden je Bog in samo eden je posrednik med njim in ljudmi, človek Kristus Jezus. Kaj je Jezus prišel posredovati? Plačal je ceno za naše grehe, smrtjo. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Te besede nam zelo jasno kažejo, zakaj se je rodil Jezus. Da bi umrl za naše grehe, saj je plačilo za greh smrt. Mi smo duhovno mrtvi, čeprav živimo na tej zemlji. Duhovna smrt se jasno kaže v človeku, ki živi življenje samo tukaj na zemlji in misli, da se smrtjo vse konča. To zgodba se nadaljuje, da je Božji milostni dar, večno življenje v Jezusu Kristusu. Duhovna resnica Jezusovega rojstva je, da je Bog prišel v človeški podobi med nas, da bi posredoval za našo grešnost.
duhovno smrt, umrl za nas, da bi mi lahko ponovno živeli. Za mnoge je to kamen spotike, da bi Bog prišel v človeški podobi med nas. To ni lahko verovati, sprejeti. Beremo, da je sam Jesusov učenec Tomaž imel težave, ko se je prikazal Jezus po njegovi smrti. Tomaž, enega izmed 12, ki se je imenoval dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: Gospoda smo videli. On pa jim je rekel: če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil meni in jim je rekel: mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu: položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel: moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel: ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Tomaž je potreboval osebno razodetje Jezusa, ker je bil v duhovni temi. Potrebno je spoznati luč, da spregledaš. Ko je videl stalega Jezusa, je dejal: moj Gospod in moj Bog. Jezusova zgodba je za mnoge spregledana ob božičnih praznikih, ker smo postavili obdarovanje, dobro hrano, celo družinski praznik pred Jezusa. Kako je s tabo? Želiš Jezusa kot resnično luč v svojem življenju? Želiš hoditi v luči in ne duhovni temi? Želiš Boga postaviti na prvo mesto svojega življenja? Želiš verovati Jezusovim besedam, ki jih je rekel Tomažu? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati. Potem lahko moliš za mano: Jezus, razodeni se mi, naj živim in spoznam tvojo resnico, da si ti Bog, ki si prišel v človeški podobi. Umrl za moje grehe, da lahko jaz duhovno spregledam. Jezus, odpusti mi, da sem do sedaj živel v duhovni temi. Oprosti mi zgrešeni cilj v življenju, da sem živel življenje brez tebe. Sprejmi me za svojega otroka, odpusti mi vsak greh. Odpiram ti svoje srce in pridi po svetem duhu v moje življenje. Bodi moj rešenik in Bog in bodi zdaj naprej na prvem mestu v mojem življenju. Amen. Če si molil skupaj z mano, ti je Jezus odpustil grehe. Bog sprejel in te želi voditi na vsakem koraku življenja. Želim ti lepe praznike, polno Božjega miru in veselja.